Poslance v državnem zboru je ta teden s svojo prisotnostjo znova počastil sam predsednik vlade, gospod Janez Janša, ki je za to priložnost za nekaj trenutkov odložil svoje siceršnjo delo na Twitterju. In kot da to ne bi bilo dovolj impresivno, je naš premier naredil še nekaj neverjetnega. Priznal je, da je vlada naredila napako. Čeprav občutljivim ogled odsvetujem, predlagam, da si vseeno pogledamo ta žalostni trenutek. Edina večja napaka, ki je vlada naredila v teh ukrepih, je tisto telovadjenje pristojnih glede mask v šolah. Verjamem, da smo vsi izjemno potrti, ker nam je gospod premier razblinil podobo popolnega vodje. Torej, poglejte z dobre strani. Če priznaš, ti je pol oproščen. Ostalo polovico pa itak lahko prevališ na Šarca. Zadeva rešena. Seja državnega zbora pa je bila nenavadna tudi, ker je en poslanec ponovno delal od doma. In to kljub temu, da gre za edini poklic, kjer si plačan tudi, če delo povsem izpustiš. Novembrsko redno sejo so formalno spremenili v izredno, da so lahko poslanci sodelovali tudi nadaljavo. Siter je namreč pozitiven na koronavirus, prav tako tudi vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec, ki pa se seje nadaljavo ni udeležil. A se meni sam zdi, ali se poslanci Levice doma oblačijo bolj formalno kot v državnem zboru? Dajte pogledati, to je srajca. Kaj je bila, kratka majica s Che Guevaro v pralnem stroju? Zanimivo je tudi, da so morali zaradi dela nadaljavo poslanci redno sejo formalno spremeniti v izredno. Po tej logiki imamo torej v Sloveniji veliko izrednih podjetij, vedno več izrednega nakupovanja ter še več izrednih šol, ki so se izkazale kot izredno slabe. Čeprav je bila seja državnega zbora izredna, pa na njej ni manjkalo rednih dvobojev med premierjem in poslanci opozicije. To je slika vašega obupa. To je slika tega, to je slika voditelja, ki so mu stvari ušle iz rok in ki se jih oklepa samo še z zaostrovanjem ukrepov do absurda. Gospod Janša, jaz vam predlagam, da potem, ko mi dva zaključiva, organizirate tiskovno konferenco in demonstrirate za ljudi, kako se je burek z masko. Ja, potem, ko smo v prejšnjem krogu videli zmago favoriziranega premierja nad poslancem Möderndorferjem, se je v dvoboj z njim tokrat spustil sam tovariš Mesec. Le po kakšnem orožju je gospod Janša posegal tokrat? Gospod poslanec je še mlad, ima še veliko časa, da se nauči, kaj je življenje. Mogoče bo mogoče se bo čez 10 let celo preimenoval v Janeza Janšo, tako kot se je njegov kandidat na volitvah. Pustimo čas od čas. Neverjetno, ko že mislimo, da bo gospod Janša poražen, odgovori z argumentom starejšega. Mogoče premier res ne zna pokazati, kako se z masko je burek, zna pa hitro zamenjati temo in s prstom pokazati na nekoga drugega. To je bil šport. Gospod Janša pa ne obvlada samo politike, temveč tudi pisanje. Po spomladanski nenadejani uspešnici Basni o žabah je ta teden za svet Evrope namreč izdal novo pravljico, v kateri piše, da je vladavina prava precej nezanesljivo merilo za razdeljevanje evropskega denarja. Čeprav so v preteklosti že navduševale krivosodne povesti ministra Logarja in pa seveda nepozabna zbirka Grimsovih pravljic, pa je zadnje Janševo delo v Sloveniji precej slabo sprejeto. Predvsem tisto poglavje, kjer avtor trdi, da so bile volitve leta 2014 ukradene. Opozicija je ogorčena, češ da se s tem oddaljujemo od Evrope, nezadovoljni pa so tudi v koaliciji, kjer so se od Janševega pisanja distancirali. Prav ste slišali, od pisma so se distancirali tudi v koaliciji. Se pravi, to človek ve, da je res slabo, ko nestrinjanje s šefom izrazijo tudi ljudje, ki se resnično bojijo za svoje službe. Premierju je nasprotoval celo človek, ki se sicer ne boji za svojo službo, se pa najbolj izmed vseh boji za svojo podobo. Gospod Pahor. In kot da to ne bi bilo dovolj neverjetno, se je za povrh oglasila celo stranka SMC. Poglejmo, kaj pravijo. V SMC pred kamere niso želeli, so pa zapisali, da vsebino pisma zavračajo ter da so trditve o ukradenih volitvah povsem nerazumljive, saj da je SMC volitve 2014 zmagala pošteno na podlagi volje ljudi izražene na svobodnih in demokratičnih volitvah. Ne morem verjeti, v stranki SMC so pokazali, da imajo lastno voljo. Ali
Ali pa so nas pred dokončnim potopom pozabo sam hotel spomniti, da so enkrat zmagali volitve. Nekaj mora biti. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.